Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. O aktualnem dogajanju na trgu nepremičnin se bom pogovarjala z Ajdo Marzel Kaluža iz platforme za vrednotenje nepremičnin Arvio, kjer tudi zbirajo in analizirajo podatke z trga, Zarjo Mavec iz nepremičninske agencije INLB-ja in Zoran Đukić iz Stoja nepremičnine. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Zdravo, živjo. Jaz predlagam, da najprej pogledamo, kakšno je stanje na trgu. Ajda, ti zbiraš podatke, analiziraš podatke, bi lahko mogoče na hitrico malo predstavila, kaj kažejo statistike, ali cene v Ljubljani res stagnirajo, kaj se dogaja s prometom? Ja, cene v Ljubljani res stagnirajo po naših izračunih. Zdaj imamo podatke za tretji kvartal letos in kaže pa, že so cene lepljive, tako kot smo vedeli. Promet je pa bistveno manjši, kot je bil. To govorimo predvsem o rabljenih stanovanjih. To je treba vedeti. Mi analize delamo na javno dostopnih bazah podatkov in te so v bistvu zajemajo več ali manj sekundarni trg, torej rabljena stanovanja, novogradnje običajno niso poročane v teh bazah. Tako da ja, promet je precej nižji, vidimo tudi, da se umirja, da je padlo število izdanih gradbenih dovoljenj, tako da pričakuje se, da ta promet v prihodnjem letu glede na trenutne podatke ne bo višji. Ja, gremo kar prakso prečekirati, kako je kaj v praksi, pa bova dala besedo najprej Zarji. Zarja, kaj se dogaja na trgu? Kot nepremičninska posrednica, seveda si v stiku s trgom vsak dan, ne? Ja, zdaj odvisno, kjer segment. Kar se tiče stanovanjskega segmenta v teh večjih mestih, če govorimo o Ljubljani ali karkoli, kar se tiče agencijskega dela, ni zaznati, da bi zdaj promet bistveno padel. Še vedno so stanovanja, ki so, kot so dvosobna stanovanja v Ljubljani, tudi rabljena, ki se takoj prodajo, se pravi, ni zdaj tukaj zaznati ne vem česa, seveda pač večja stanovanja se malo dalj časa prodajajo, se pa še vedno prodajajo, se pravi, ni zdaj še take krize v smislu, da bi videli, da zdaj krediti ne bi bili odobreni ali karkoli. Malo se pozna, da so banke zaostrile tudi samo preverjene dokumentacije, se pravi, velike hiše v Sloveniji v celoti, ker nimajo vseh gradbenih uporabnih dovoljenj in to je zdaj ena velika cokla pri prodaji hiš. Tudi to je en od razlogov, zakaj se majčkeno to umirja. Se pravi, mi imamo zdaj kar nekaj projektov na on hold, da se zdaj ta dokumentacija ureja, da se zlegalizira, da se pridobi razne te potrdila o objektih daljšega obstoja. Zdaj se še ustavno sodišče nekaj vmešalo vmes, tako da zdaj vse skupaj malo stoji. Kar se tiče pa poslovnega dela, se pravi bolj, če govorimo zdaj o zemljiščih za gradnjo stanovanj, predvsem pa za gradnjo poslovnih stvari, kot so skladišča in to se pa umirja, to se pa zelo pozna. Razlog je v temu, da je dejansko tisti, ki gradijo za trg, je za njih neznanka, po koliko bojo prodali. Se pravi, zdaj se že znajo skalkulirati, še vedno so zdaj cene zemljišč, ker tudi ni pričakovati, da bo cena zemljišč ne vem koliko padla, so visoke na neki ravni, zemljišč je vedno premalo, saj na dobrih lokacijah, ampak neznanka je cena v prihodnosti in zato dejansko zdaj, kar se prodaja od projektov, so projekti že s pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, to, da na hitro nekaj obrnejo, morda malo manjši projekti, tudi izven Ljubljane, to je še vedno dost na hitro gre. Zelo smo pa zaznali to, ko se podjetja odločajo recimo za gradnjo neke proizvodne ali pa za skladišča za svoje potrebe. So tudi že se je zgodilo, da so odstopali od projektov, zato ker veliko sodelujejo recimo z Nemčijo ali karkoli. To s tem se pa že pozna, da je pač tudi malo v upadu gospodarstvo in se v bistvu niso upali kupiti in so rekli, da bojo malo raje počakali. Zanimivo. Kaj pa pri vas, Zoran, kakšna je situacija? Ja, pri nas je v bistvu zelo podobno, bi rekel, da vse lepe stvari, dobre stvari, brez hendikepov, napak, motečih stvari se prodajo takoj. Naš promet bo letos isti ali celo boljši kot lani. V vseh projektih, ki jih imamo v novogradnjah, prodajamo majčkeno v zmanjšenem ritmu, vendar imamo tedenske pogodbe in se nam skozi dogajajo podpisi. Kar se tiče pa rabljenih stvari, pa absolutno, kar je, da bi rekel, po nekih realnih tržnih cenah, da ima dvigalo ali pa parking in to prodamo takoj. Kar je novega, prodamo takoj. Vse tiste mogoče slabše stvari v okolicah, pa mogoče se poznajo. Na samem poslovnem delu
niti ne zaznavam takega deklajna, mogoče kot kolegica Zarja. V bistvu mi imamo en kup enih povpraševanj, mogoče delamo na različnih projektih. Mi smo tudi uspešno prodali tale naš projekt Zadnji kvadro, ki smo ga prodali za 25,5 milijonov eni stranki in uspešno smo tudi zdaj se dogovarjali za PC Brdo. Zdaj smo pač prevzeli tudi trženje Montane. Tako da v bistvu že samo povpraševanje vidimo na teh 3 projektih, ki sem jih naštel na poslovnem delu, je zelo močno. Tako da vidim tudi konkurenco Vilharije in ostale, ki se zelo reklamirajo in tudi so po moje, ne vem, koliko so sicer uspešni, ker ne moramo njihove knjige pogledati noter, ampak dejansko vidim, da so zelo aktivni. Samo stanovanjsko področje je pa res zanimivo, vsi smo pričakovali ta upad, ki se je zgodil samo v tem delu, da mi nepremičninari lahko normalno živimo in normalno delamo, da se ne licitirajo stvari več pred vhodom, da se normalno brez histerije kupuje in da lastniki se resno pogovarjajo z kupci, ne kot prej, enega prepeleš, pa je premal, pa drugega prepeleš, pa je spet premal, pa potem, Zdaj imamo eno normalno prodajo končno, da bi rekel, lahko normalno kupci tudi zadihajo, razmislijo, pogledajo več stanovanj in se potem lepo odločajo, dajo ponudbe ne samo na gor, ampak lahko tudi malo na dol, končno. In se mi zdi, da to je ta utrip, ki ga jaz oziroma v našem podjetju vidimo. Mogoče, ko zdaj omeniš, da se daje tudi ponudbe ne samo na vzgor, ampak tudi malo na dol. Mogoče, če lahko poveš, kakšna je povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Ljubljani? To jaz mislim, da je odgovor pa res gospe Ajdi. Ajdo se sprašujem. Se upravičujem. Se upravičujem. Zdaj, statistika je eno, izkušnja na terenu je drugo, to smo zdaj videli, ker po statistiki je upad pač izreden, v Ljubljani recimo rabljena stanovanja 25%, tako da to je kar upad, ampak očitno neki posli grejo. Tako da, kar se pa tiče povprečne cene, pa sem tam medijana v Ljubljani je nekje 3900, 3950, malo odvisno od statistike, ki jo pogledaš, ampak tam nekje. Mislim, da so bila pričakovanja, da bo ta cena se malo skorigirala, pa zaenkrat tega ni bilo. Videti. Je pa zanimivo, kar je Zoran. Ja, večino ljudi, s katerimi jaz govorim, v smislu analitike, ki se gleda gospodarstvo, ki se gleda ponudba, ki se gleda recimo obrestne mere, ki so pomemben dejavnik tukaj, se je pričakovalo pač nekako, da bojo neke korekcije, sej mogoče še bodo, timing je vse, kadar vlagaš, ampak v tem trenutku pa pač teh korekcij cen ni bilo. Pri nas ne, v Sloveniji. Zdaj, mogoče bi se navezala na Zorana, ki je omenil, da se nič več ne licitira. Moram priznati, da to je bil res svojevrsten fenomen, ampak jaz mislim, da ta fenomen je izvenel nekje konc 2021, mogoče začetek 2022. Se motim? Lani, mislim, to je bilo, to je bilo res, kot je Zoran rekel, to je bilo prav... Ni bilo več. Še pred kratkim. Ja, pred kratkim je bilo. V bistvu zdaj s temi res višjimi obrestnimi merami se je malo mogoče zdaj to zaključilo. Mislim, ratal je normalno, se pravi, ni, ker zdaj si rečemo upad, grozen. Tudi obrestne mere, sej to, kar je zdaj, je relativno normalno bilo prej. Se pravi, denar nikoli ni bil toliko poceni, kot je bil lani, recimo. To je bilo nenormalno. To, kar imamo zdaj, je normalno. Mi zdaj vsi govorimo, da je grozen, sam ni. Se pravi, in ljudje so se mogli samo navaditi na to normalo spet. Se pravi, tisti je bilo nenormalno. Se pravi, ljudje, ki so imeli svoj denar, so vse kupovali na kredit, zato ker je bilo toliko pocen. In mi ne smemo pozabiti, da ima vse manj ljudi, vse več denarja v Sloveniji. In te še vedno blazno vlagajo v nepremičnine. Ti bojo tudi zdaj skozi še vlagali in kupovali. Tako da zato ni za pričakovati, ko si reče, še malo bom počakal, pa bo to padalo. Ni za pričakovati v Sloveniji, ker vse je to majhen trg. Mi ne govorimo o Nemčiji, ki je blazno velik trg. Slovenija drugače in specifično odreagira na vse skupaj, ker je pač malo in majhno, ni tista klasična ponudba in povpraševanje, da mi zdaj to odgovarjamo. Enostavno je to vse malo počas po vprašanje, če bo, ker ljudje imajo res denar. So ljudje, ki imajo veliko denarja in to bo Zoran še boljš videl, ker te kupujejo tudi te novogradnje predvsem, se pravi, in eni na kredit, veliko pa tudi ne. Pač tako je, to je dejstvo. 14 dni nazaj smo imeli primer hiše v Rožni dolini.
14 dni nazaj smo imeli primer hiše v Rožni dolini, kjer smo imeli licitacijo. Ja. Na gor. No, 14 dni nazaj. Ampak nimamo pa na vsaki nepremičnini kot prej. Ne? Se pravi, zdaj hočem reči, da se je to generalno zmanjšalo. Ne? Kar se pa tiče to, kar je kolegica zdaj povedala, pa tudi jaz opažam to diskrepanco med podatki recimo iz Skandinavije, ki ste jih verjetno vsi pogledali, pa recimo ta nemški trg, o katerega smo omenili, kjer je toliko velik projektov na prodaj, pa najvišji padec je bil v skandinavskih državah. Se pravi, pri nas pa se to ne zgodi. Ne? To je ta, se pravi, nasprotje, ker je trg tako majhen in v bistvu ni ponudbe in cena garantirano ne more padati, dokler ne bomo imeli zgrajenih 10 naselij s 100 stanovanji praznih. Ja, pa po dostopnih cenah za povprečne odjemalce. Ampak govorim, veste, ne more cena padati, če ponudba pa povpraševanje ne pridete skupaj ali pa gresta narazen. Se pravi, mi tle, kar zdaj se doživlja pri nas, mi imamo recimo Devano, počasi prodajamo, imamo maksimalne cene, ampak mi imamo dnevno stranke, ki kličejo in prodaje. Ampak, veste, mi imamo res zelo, bi rekel, tržno visoke cene, in vse druge stvari, ki jih imamo, recimo pod hribom, naš projekt pod hribom v Kosezah, ta nov po temu Koseškem oknu, mi imamo cene, ki jih zdaj na trgu, bi rekel, informativno samo plasiramo, so med 5 in 6 tisoč. Mi imamo za 100 stanovanj 485 strank vpisanih v bazo. To govorim za ta projekt. In tle bi jaz rekel, da dokler ne bo ponudba večja, se ne bo zaenkrat na cenovni politiki nič zgodilo, zaradi tega, ker jaz bi si želel, da bo res veliko projektov, zato da bi se vsaj cene rabljenih stanovanj ne bi bile iste, kot so novogradne. Se pravi, mi rabimo 20 novih projektov, da se cene umirijo in da se potem rabljena stanovanja res diferencirajo, da rečemo, nimaš dvigala, ne moreš imeti to ceno isto, kot stanovanje v svoji soseski, ne moreš imeti, nimaš garaže, ne moreš imeti. Se pravi, to se mi zdi, da se bo prva stvar, ki se bo zgodila, da se bojo cene rabljenih stanovanj bi se mogle spustiti, če bi bil dotok novih stanovanj pač večji. Ja, pa tudi prav bi bilo, da bi mogoče, oprosti, ker ti skačem besedo, da bi bila, recimo, te novogradne, ker se so res, da se pravi, pod 5-6 tisoč, ni stanovanja novogradne, da ga lahko kupaš. Prav bi bilo, bili so kakšni manjši projekti, ko so rekli, ok, namenoma bomo naredili z nekimi srednje kakovostnimi materijali, da bojo potem cene dostopne, ampak to se je res prodalo čez noč. Se pravi, cene so bile recimo, 4 tisoč, to je bilo, kot da je zastonj. So še vedno ljudje to kupovali, se pravi, manjše stvari, ampak na res lokacijah, tako da te ni šel vlak pred nosom, se pravi, in več bi mogli biti tudi teh dostopnejših novih projektov, manjših mogoče, tega pa ni, se pravi, kakšne lokacije, ki niso zdaj idealne, pa da bi se mogoče tudi za te povprečne odjemalce zgradili nekaj, kar je novo, da ni zdaj vse staro. Se povprečni nekako Slovenec, ki bi si želel kupiti stanovanje, recimo v Ljubljani, se težko privošči kot prvo, pač stanovanje je enostavno nedostopno, tako kot sta povedala. In mogoče se marsikdo tudi jezi, ker investitorji, ki imajo zelo veliko denarja, pa kupijo vsa ta stanovanja in pač dvigujejo cene, nimaš kaj. Valjda, da če bo investitor imel možnost prodati po višji ceni, bo prodal po višji ceni. In zato mogoče ni tukaj interesa za taka stanovanja, kot ti predlagaš, Zarja. Čeprav seveda takoj bi šle zameti. Ker sem videla tisto, kar je bilo, je takoj šlo. Se pravi, mogoče sploh nisi vedela, da je bilo pa res nekaj manjšega. Niso bile za to te velike novogradnje ali pa tako. Moramo se pa tudi navaditi, mi smo še vedno navajeni, da bi vsi imeli radi v lasti stanovanje. To je res ta predel tega sveta, vsi bi radi to imeli. V tujini, v zahodnem svetu so lastniki tisti, ki imajo denar, tisti, ki ne pač stanovanja najemajo, ker lastnina tudi nekaj stane, v lastnino je treba vlagati in pa z lastnino se je treba ukvarjati. Se pravi, to je tisto, ker mi ne moramo tega sprejeti. In jaz še dnevno poslušam, najem je metanje denarja stran, pa ni. Se pravi, ti z najemom še vedno lahko zelo lepo skozi življenje prideš, ko imaš najprej nekaj manjšega, potem se ti družina malo poveča, pa še malo. Ampak mi tega nimamo v glavi, ne moramo tega sprejeti. Mi še vedno vsi želimo biti lastniki. To je tisto, kjer so tudi te pritiski na ta stanovanja tako velika, pa zdaj v bistvu za nas res težko sprejeti, da si ne moramo stanovanj. Se ljudje ne morejo stanovanj kupiti, tako.
Mogoče tudi malo sociološko tukaj, ko prehajamo iz enega drugega režima. Ja, tako da, ta del sveta, ne, v bistvu. Jaz bi se na kolegico malo navezal. Jaz vedno pravim, da mi smo v bistvu rojeni genetsko z opeko v trebuhu, ki jo moramo roditi vsi. Ja, bravo, to je to. Se pravi, če izhajamo iz tega, zdaj, da se malo pohecamo, mene so velikokrat citirali zaradi te izjave, se pravi, mi smo vsi rojeni z opeko in vsak sanja, da bo te opeko rodil, ki bo zrasla v eno lepo hiško, v eno lepo stanovanje, ta opeka bo zrasla, potem se razvila v eno počitniško stanovanje, pa eno opeko bomo dali za študenta, seveda eno bomo porabili še za penzion, ne? Tako da v bistvu problem tega, kar bi rekel, da je pri nas nerazvit kapitalski trg in smo zaradi težav v 2008 in 2009, zaradi seveda tudi ciprskega primera izgube delnic NKBM-ja in tako, vsi razočarani v kapitalski trg Slovenije. Mi finančnih instrumentov ne poznamo, govorimo o širši javnosti, da ne bo kdo užaljen, od sebe štejem zraven, ampak znamo pa kupiti stanovanje, pa ga dati v najem, to pa znamo. Znamo kupiti zlato, ampak zlato nima donosa, pa je mogoče tudi malo eksotičen, ker nismo glih na zlatu zrastali. Tako da v bistvu sama naša, tako kot je tudi rekla Marja, sociološko smo mi, bi se res strinjal z njo, nagnjeni k kupovanju nepremičnin generacijsko vsi večkrat. Ja, ker poznamo. In tudi recimo jaz pa recimo sem, bi rekel, nisem toliko pristaš kot Zarja, tega jaz sem mogoče majčkeno bolj socialno usmerjen, da tudi socialnim ranljivim skupinam želim, da si kupijo osnovno nepremičnino v last. Vse ostale pa naj najemajo na morju in tako. Želim si, ker vidim iz teh zgodb, ki se tudi mi smo zrastali iz leta 96, kjer smo na začetku delali samo ranljive skupine, mi nismo bili velika agencija takoj, mi smo delali študente, mlade družine in potem smo šli šele na diplomatik in to. In vidimo to potrebo in predvsem zdaj vidimo to razliko. Ta razlika zdaj, ki je nastala v srednjem sloju, ta je najbolj boleča. Mi vidimo tudi študente, vidimo mlade agente, ki hodijo k nam, in tle vidimo, kako težko srednji sloj pride. Tako da jaz, to, o čemer smo se prej pogovarjali, na 4000, jaz mislim, da to je en začaran krog, ki bi mogel biti sproščen z državno subvencijo in z državnimi zemljišči, občinskimi zemljišči, z bolj enostavno birokracijo pridobivanja gradbenih dovoljenj, subvencioniranja bank, prilagoditve projektiranja, kot je Zarja rekla, na cenejše produkte, na cenejših lokacijah, in da ne bi smeli presegati stanovanja trenutno 4000 evrov po kvadratnem metru, bi prodali vse. Jaz sem prepričan, da bi mi, kolegi, prodali sigurno 2000 stanovanj v enem letu, če bi bila 4000 z DDV-jem. Tudi zgraditi jih je treba prej, ampak dobri detajli, nepomembni. A lahko mogoče tukaj, Ajde, vse nes vključen zraven, kar se tiče samega vrednotenja nepremičnin, Ajde, če lahko mogoče malo poveš, kakšno je pa stanje tukaj, Se mogoče vrednotenja, ker vrednotenje nepremičnine je vse, mogoče, ne vem, se dogaja, na trgu se potem mogoče malo drugače se skupaj odvije. Je pa to zelo pomembno, ko najemamo stanovanjska posojila in podobno. A se tukaj kaj posebnega dogaja na trgu vrednot? Ja, mislim, ne, nič posebnega se ne dogaja na trgu vrednotenja nepremičnin. Vrednotenje sledi tržnim cenam, mi pogledamo, po koliko so se prodale sklenjene pogodbe in potem se na podlagi tega dela vrednotenja. Ampak bi se pa navezala na to, kar sta rekla Zoran pa Zarja, ampak mislim, da govorita o nekem podsegmentu trga, to je treba vedeti. Zoran je zelo veliko govoril o novogradnjah, jaz imam tlele podatke pred sabo, mi smo delali analizo razlike med oglaševano pa prodajno ceno, sicer lani, tako da za letos podatkov, pač za 2023 podatkov nimam, ampak ta razlika med oglaševano pa prodajno ceno, v bistvu so se škarje zaprle in je bila dejansko prodajna cena večja od oglaševane, torej to je licitacija, ki sta jo omenjala, ampak to je bilo res leta 2021, jaz imam tle podatke potem tudi za nazaj in za naprej. V 2022 statistično, se pravi na množici nepremičnin, se to ni dogajalo. Jaz ne rečem, da niso mogli biti posebni primeri, pa tudi mikrosegmenti trga se obnašajo drugače. Tudi to je treba vedeti. Recimo, to bosta Ziher znala mi bolj razložiti, ampak na številkah vidimo, da je Kranj poseben segment trga, in da se obnaša drugače, kot se obnašajo drugi deli.
Tako da to je en komentar, ki bi ga dala. Zato, ker se mi zdi pomembno, da ko se ljudje odločajo o nakupu stanovanja, da se odločajo glede na to, kar oni potrebujejo, ne, glede na dejanske podatke. Zato se mi zdi, moja želja je čim večjo transparentnost trga zagotoviti in se mi zdi pomembno, da take stvari izpostavljamo. Druga stvar, ki bi jo omenila, govorili smo o 2000 stanovanjih, ki bi prišla na trg in tako. Zdaj, te številke jaz imam mogoče v glavi, pa me bosta popravila, če se motim, ampak v Ljubljani je bilo v letošnjem letu, se pravi v zadnjih 12 mesecih, prodanih nekje 2000 stanovanj. Govorim o evidentiranih, rabljenih stanovanjih, da so tudi kakšna nova vmes, ampak o tistem, kar vidimo v evidencah. In zdaj, če ti daš na trg 2000 stanovanj, jaz mislim, da bi to konkretno vplivalo na cene na trgu in ne rečem na cene novogradenj, ker cene, ki sta jih omenjala predvsem Zorana, 5 do 6 tisoč, se mi zdi, da niso tako ekscesne, kot kar nekaj, kar beremo zadnje čase v medijih, ampak če pa jaz primerjam, da je medijana cene 3900 pa še mal za rabljeno stanovanje in da to primerjam z mogoče 5000, ki je novogradna, tukaj pa že v bistvu je segment kupcev, ki bi bili zainteresirani za te dve nepremičnine, se pa že začne prekrivati, lahko. In se mi zdi, da to bi vplivalo na trg, bolj kot mogoče smo zdaj le prikazali. Plus še en vidik je, ocene obstajajo, pa mislim, Marja, če se ne motim, da ste tudi vi eno oceno delali, da je kar nekaj praznih stanovanj v Sloveniji. Se pravi, govorim o takih, ki so že zgrajena, v Ljubljani konkretno naj bi bilo nekje 10 do 15 tisoč, ocene so zelo grobe, natančnih podatkov ni, ampak si vi predstavljate, da to pride na trg. Ali pa mogoče bo Zarja pokomentirala, kaj bi se zgodilo s trgom, če bi ta trenutek res Airbnb se mal zaštopal, pa bi ta stanovanja prišla na trg. Ponudbe, ne vem, mislim, da jih je 900 stanovanj na Airbnb-u, za Ljubljano. A si predstavljate to? To so ogromna, dolga nepremičnine. Zdaj, če gremo za ta kratkoročna najeme, to se je zgodilo v času korone, se pravi, ne vem kdaj, v februarja, marca, vse je ustavil in nihče več ni smel delati kratkoročnih najem, se pravi Airbnb, Booking ali karkoli. In hotline, mene novinarji kliče, super, zdaj bojo stanovanja cene padle, vse se bo razprodali, kje so špekulanti, bla, bla, vse, kar se je zgodilo, je to, da so še cene gor. Tako da ta stanovanja, ki se oddajajo za kratki rok, so najbolj likvidna stanovanja na trgu. In vsi, ki so jih kupovali ali pa ki jih oddajajo, če ne oddajajo na kratki rok, se pač oddajajo na dolgi rok. Tako da ni take drame. Se pravi, spet, to je slovenski trg, je specifičen trg in se te stvari niso zgodile. In tudi, ravno, ne vem, en teden nazaj sem se z enim pogovarjala, ki zelo veliko laga, pa to, pa čaka, pa mi razlaga v Londonu, kako je, pa kaj je bilo v Nemčiji, pa to ne rekel, ampak, ker je bila pa korona v Sloveniji, sem se pa res uštel. Vsi smo čakali, kako bo šel trg dol, trg je šel gor, to je bilo noro. Koliko se je takrat prodali, s tem, da agencije nismo smele delati. Se pravi, so vsi prodajali, ali pa smo delali na online ali pa kakorkoli. Se pravi, takrat se je blazno, so se cene zvišale. Tako da mogoče ni toliko za pričakovati, mi preveč gledamo mogoče te trende tudi na tujino. Enostavno korona je pokazala, da to ni res. Ker v bistvu je stalo 1 leto, pa pol leta so ti kratkoročni najemi stali, se ne spomnim več, koliko je bilo, ampak je bilo neko obdobje. So se dali na dolgi rok najemnine, čist na kratki rok je to, so se najemnine tam malih stanovanj so šle mal dol, ampak zdaj so pa spet dvosobno stanovanje na 800 evrov. Pa je Airbnb v razmahu. Tako da je treba tukaj. Se mi zdi, da ljudje čakajo Godoja, da pač se kar tako ne bo zgodilo, da bo kar krešnal dol. Zato je tisto, najslabši termin za kupiti stanovanje je jutri. Ti moraš danes kupiti po teh kriterijih, ki jih imaš. Kakšne so obrestne mere, vse se pravi, predvsem pa, če pa gremo prodati, zato da bom nekaj drugega kupil, je pa sploh druga zgodba. Ti pa v bistvu vse kakšno je razmere na trgu. Tako da je treba zelo bolj na široko to pogledati. Če lahko majčkeno za sekundo ostanemo še malo pri Airbnb-ju, vse sekundice, če lahko. Ministrstvo za gospodarstvo namreč pripravlja neko novelo, s katero naj bi nekako omejili to oddajanje. Kako pa na to gledaš, recimo, če bi dejansko prišlo do realizacije tega? To, ki je premalo stanovanj malih za oddajo na dolgi rok, bo šlo pač na dolgi rok. Ne bojo se prodajala kar tako. Se pravi, ker so ta stanovanja že obstajala pred Airbnb-em, velikih je bilo. Se pravi, to se je samo preprodajalo gor-dol. Se pravi, od nekdaj se dvosobna stanovanja v Ljubljani vedno prodajajo zelo hitro, z zelo majhnimi korekcijami cen. Se pravi, da bi rekla, da je bila kriza, pa da je ne vem koliko padala ali pa karkoli. Tako da se je trg pokazal, enostavno se bo to sam prekonvertiralo.
Ne, bomo pa videli, kaj bo s temi omejitvami. Jaz zdaj ne vem, pač, če bo zdaj to res 30 do 60 dni, kot so rekli, pa če bo to zdaj za Ljubljano, ne vem, pač to je treba zdaj malo počakati, ker bo tudi občine bo imele pač dost ene besede, pa bomo videli, kako se bo tudi občina Ljubljana pa odločila, ali bo zdaj to upoštevala ali ne. Jaz bi samo dodal, da mi že zaznavamo povpraševanja strank, ki imajo po več stanovanj Airbnb-ja, da bi šlo v prodajo. Mi to že zaznavamo. Že zdaj. Kaj je razlog? Ne bojo nič nižje cene, zato ne? Nisem nič smislu glede cen. Hočem reči, da smo imeli zelo veliko klicev strani lastnikov Airbnb-ja, ki so bili včasih naši lastniki, kjer smo oddajali dolgoročno, pa so šli pa v Airbnb. In zdaj smo videli, da so nas kontaktirali ne zato, da bi dolgoročno oddajali, ampak predvsem, da bi prodali. In to kar ene lepe stvari po centru Ljubljane. Ja, kaj pa je razlog, zakaj želijo prodati? Zaradi tega novega zakona, ker se bojijo, da bojo prepozni, ko bo zakon sprejet, da ne bojo mogli iti ven po izhodni strategiji cen, ki jih imajo zdaj planirane. Prej je Ajda omenila 10.000 praznih stanovanj. A je to res realna številka in zakaj so ta stanovanja prazna? Oddajajo se ne, nihče ne živi v teh stanovanjih. Kaj je s temi stanovanji praznimi? Jaz, kakor sem zasledil, je Elektro Ljubljana dala podatke tudi Fursu, da je nekje cirka 11% stanovanj, ki se ne oddajajo praznih, 11,5 se mi zdi, da je pod 500 kW porabe energije. To jaz mislim, da dejansko obstajajo stanovanja, če smem povedati, v naseljih, predvsem v novogradnjah, ostajajo prazna. Pa bom tudi povedal, zakaj, ker mi smo jih veliko prodali, govorim iz lastnih primerov naših projektov, kjer vemo, komu smo prodali in zakaj, ker smo tudi specializirani za oddajo in nam jih ne date za oddati. Predvsem opažamo vsa ta leta to, da je problem, da je zakonodaja stara pri najemnih razmerjih. In to, mi imamo staro zakonodajo, stanovanjski zakon, jaz nisem pravnik, ne vem iz katerega leta, kjer imamo čist neživljenjsko zaščitenega najemnika, še po starem sistemu, kar ni nič narobe, ampak bi mogli uravnotežiti z najemodajalcem. To pa pomeni, poglejte, kupimo stanovanje za 500.000 in ga bomo zdaj dali v najem. Noter smo dali opreme za 50 do 100.000 evrov in zdaj ga bomo noter dali v najem, da bomo dobili za njega, recimo, če je to, recimo, da je to 80-90 kvadratnih metrov stanovanja ali pa 100, bomo dobili jurja pa pol ali pa jurja 700, Od tega pa bomo imeli amortizacijo v 5 letih tiste opreme. Kaj se nam zgodi na kratko? Nam se lahko zgodi na kratko, da mi ne moramo noter pogledati, kaj ta stranka počne samo 2-krat na leto. Mi ne moramo odjaviti te stranke, tako kot bi si želeli. Mi ga uradno ne moramo ven vršiti pred 2 leti. Če delamo notarski zapis, rabimo 1 leto. A vi veste, kakšen je to rizik za nekoga, ki je dal 600.000 evrov in ga bo kar lepo oddal? Ne bo ga oddal. Predvsem te stranke naše, ki kupujejo sredstvi, da se zaščitijo pred inflacijo, te stranke ne bojo oddale in potem dobimo še višji davek, gremo s 15 na 25% in oni rečejo, jaz ga imam raje zaklenenega Zoran. Mi rečemo, dajte ga na trg, ne splača se vam, imamo res hude stranke. Ne, nimam dostopa, davke so dvignili, Zoran, meni se to ne splača, jaz imam donos pravzaprav 0. In če država želi ukrepati, jaz skozi to apeliram. Mi smo imeli tudi nepremičninsko konferenco na gradu z ministrstvom in smo se seveda pogovarjali. Prvo bi bilo treba spremeniti stanovanjski zakon, da se lastnike sprosti, se pravi uravna v razmerju, da so enakovredni z najemnikom, bolj enostavno sklepanje in odpovedi in seveda zniža davke. To bi bil prvi ukrep, ki bi na najemni trg prinesel veliko praznih stanovanj, veste. Tako da to je takoj za narediti in tle imamo takoj fond. Ni ga treba iskati, ni ga treba graditi, ni ga treba nič. Samo ljudem je treba sprostiti možnosti, spustiti davke, da se jim to splača. Imamo takoj najemni fond, sigurno večji za, jaz bi lahko rekel, za 1000 stanovanj. A lahko se nekaj vprašam zdaj v Beogradu, konkretno Beograd na vodi, na zelo draga stanovanja in to je prazna soseska. Tam to so vse pokupili tujci. Koliko je pa teh nakupov tujcev pri nas, teh gradenj oziroma novogradenj? Ne veliko, res? Ne veliko.
imamo specifiko, sej lahko kolegica pove tudi dela s tujci. Mi v našem podjetju, recimo, bi rekel, nimamo recimo 3 do 5% na projekt tujcev v sami zgradbi. Recimo, a veste, če se spomnite tistega zakona pred EU-jem, ko so rekli, da pokupili nas bojo Italijani, a ne, mi zdaj prodajamo v Gorici projekte, a veste, mi smo imeli eno italijansko povpraševanje za blok v Gorici, a ne. Tako da tle v Schellenburgu se vemo vsi, da smo imeli par povpraševanj in seveda so se tudi realizirale, kupci London in to vemo, a ne štejemo naših, ki so v tujini kot tujce, štejemo samo tuje pasporte in če to štejemo, je izredno malo. Tudi problem pri nas, a veste, zdaj smo se dotaknili malo socialnega dela, pa najemnega, ampak lahko vam pa eno stvar povem. Zakaj pri nas ni rekordnih cen nepremičnin? Pri nas rekordnih cen nepremičnin ni zato, ker nažalost imamo najlepše življenje, najlepšo državo, najlepše mesto na svetu, nimamo kriminala, imamo vodo, zrak, vse imamo v nulo, ampak nimamo pa vsebine. In to zdaj, ko jaz to javno govorim, bo nekoga bolel. Mi nimamo vsebine, ne za nas imamo veliko vsebine. Nimamo vsebine za tujce, z milijoni. Torej, mi nimamo Gucci štacune, mi nimamo Louis Vuittona, to je res, mi nimamo v operi, ne vem, Hrstača, tazga, ki bi si oni želeli. Mi nimamo Michelinovih zvezdic takih, ki bi si oni želeli. Mi nimamo brandiranih Michelinovih zvezdic, mi nimamo brandiranih restauracij, Zuma, Nobu in ne vem kaj. Galerije, da ne govorim, mi nimamo ene contemporary art gallery, mi zdaj v Stoji nekaj poskušamo na ta način, mi imamo se prav lokalno našo prekrasne slikarje, ki njih pravzaprav ne zanimajo. In se prav, če rečemo, bomo prodali hišo nad 5 milijonov, ne bomo. A bomo prodali stanovanje nad 7, ne bomo. Ne, mislim pa ne, da nimajo, ampak nočejo dati v Slovenijo, oni bojo raj kupili za več druge. Predvsem zato, ker nimajo vsebine, a veste, oni tudi lifestyle, ki ga recimo, a veste, se živi na področjih. Če pogledamo povprečno ceno zdaj v Dubaju, povprečna cena v Dubaju je zdaj od 7 do 8 tisoč evrov, to bo mogoče za Ajdo zanimivo. A veste, koliko je povprečna cena v Monte Carlo? Povprečna cena stanovanja v Monte Carlo po kvadratnem metru je 60 tisoč evrov. Garaža 13 kvadratnih metrov v Monte Carlo, lahko bi zdaj pokazal, dokumente sam bi mogel vstati, je 585 tisoč evrov ena garaža. Ampak tam je neomejeno vsebine, je davčna oaza, kar jo mi nimamo, in vsebine neomejeno. Kar se pa tiče srednjega sloja, srednjih milijonarjev, tujcev, bi rekel, da so v rangu, da so vredni 5 do 10 milijonov evrov. Te pa imamo. Rusi so pokupili Rogaško Slatino, zdaj so omejeni, zdaj smo imeli boom, če bi se dotaknil ukrajinskih kupcev pa najemnikov, lih kar se je to umirilo. Veste, to so pa kupovali recimo tam do milijon, in to so ti tujci, to bi bil moj odgovor, ni jih. Gremo se malo spustiti na malo bolj realne številke, ker te so kar malo preveč brutalne številke. Sam so pa zelo zanimive, ne? Tam so dejanske, vse to je res, veš, dejansko pa prej smo, a veste, mislimo, koliko smo posebni, koliko smo ful, mi smo najlepši, jaz pridem v tujino, vsi mi reče, wow, hudo, where are you from? Rečem Slovenija, ok. Dobar. To je tako realno, a veste, se pravi, mi investicijsko nismo prav zelo zanimivi, in zato so cene, se pogovarjamo o teh okvirih, zato tudi Schellenburg ima težave s temi cenami, a veste, ki jih ima. To so cene za kupce, ki so res v višjem sloju. Kakšne so cene v Schellenburgu? Od 9 do 12 tisoč evrov po kvadratnem metru. 9, potem so pa dvigovali, do 13 pravijo, da bo šlo. Aha, smo že na 13, ok. Koliko stanovanje pa praznih tam? Njih je prav velike, ne vem, koliko jih je. Jaz mislim, da je to vprašanje za gospoda Sodina. Ok, sem se, da veste. V glavnem, a gremo mogoče kar naprej, se pravi, kdo so danes kupci stanovanj? Kdo danes kupuje stanovanja? Družine, posamezniki, investitorji, kdo so kupci? Zaenkrat, če vsi, mislim, kar se tiče zdaj spet, odvisno kaj, ni se ustava, da bi rekel, zdaj pa primarna nepremičnina, v smislu primarne, da ti v njej živiš, pa to, da se to ustava. Itak je nepremičnina vedno vezana na tvoje življenje. Ali se poročiš, ali se ti rodi otrok, ali se ločiš, ali ti kdo umre, skozi se ti to nekako vrača. Tako da spet smo, to so mogoče malo
preširoko vprašanje. A ne? Se pravi, v bistvu so za določen segment so pač kupci, te tujci, tako kot je Zoran rekel, so pač bolj za plesirati denar verjetno, a ne, kot za to, da bojo delali investicije. A ne? In je v bistvu to čist en drug moment, zakaj oni kupujejo v Sloveniji, a ne, ali pa pač zato, ker je jezik dosti podoben, pa jim je potem fajn imeti družine tukaj, a ne, pa pol tukaj živijo, kaj je varno, veliko bolj, kje druge, a ne, tako. To je tudi bil en od razlogov, a ne, tako v temo, tako da so zelo različni kupci. A bi rekla, da so to kupci z denarjem, s cashom? To sem hotel jaz se navezati na Marjo, da je verjetno mišljeno vprašanje struktura kupcev ali s krediti ali z lastnimi sredstvi, ne? In seveda zdaj že sama statistika, mogoče Ajda, tle vskočiš noter, ne, da če imam prav, da je 50% minimalno strank, ki so z lastnimi sredstvi. V naših projektih pa jaz lahko trdim, da presegajo struktura kupcev z lastnimi sredstvi 70%. Zagotovo. A ne, se pravi, na zadnjih 3 projektih smo imeli, a ne? Če pogledamo podatke, mi smo delali na vzorcu ta pregled, sicer se obstaja tudi podatki Banke Slovenije glede tega, ampak jaz ne morem reči, da kupijo z gotovino tisti, ki ne kupijo s kreditom, to ne moramo trditi. Mi moramo vedeti, da iz teh podatkov, ki jih mi lahko javno obdelujemo, prvič lahko obdelujemo samo vzorc, tako da spet, to ni bil Schellenburg, kar smo mi obdelovali, ampak smo delali na vzorcu Šiške, se izkaže, da je bilo v zadnjem kvartalu Q3, se pravi, nekje 50-50. Ja, 50% kupljenih z zavarovano s hipoteko, 50% na drugačen način. Zdaj, a je bila to gotovina, ali je to mama vzela kredit na hišo, to ne morem reči, tega ne vemo. Iz podatkov. Mama ne more to vzeti kredita na hišo. Mama ne more to kredita na hišo dobiti, veste, ker banke niso nepremičninarke. Oni gledajo denarni tok. Banko ne zanima, koliko ima mama nepremičnin, ne bo dala sinu denarja. Banko samo zanima denarni tok kupca. A ne? To je dejstvo. In tle, ne. Tukaj se ne razumemo. Zavarovanje je ne glede na denarni tok. To pa vem, sem delala v banki dosti dolgo. Tako da denarni tok je tisti, ki te naredi kreditno sposobnega. Ne odloča pa v zavarovanju. O tem se pogovarjamo, ne? No, vse pravim, ampak zavarovanje se ne vzame. Tako, se pravi, mame niso mogle dobiti kredita zato, ker imajo hiše, ampak so bile lahko porok pa penzijo zraven dale, da bi to lahko nekdo si vzel, ta kredit. Ampak dejstvo je pa to, da v vsakem primeru sami kupci zdaj prevladujejo z lastnimi sredstvi. To je hotela Marja verjetno slišati. Da so kupci, ki so zdaj za kredit... Potrdim, da je 65% povprečju glede na vzorec v letošnjem letu bilo prodanih drugače kot zavarovano s hipoteko. Na tisto nepremičnino. No, to je to, ne? Se pravi, zdaj, a je to gotovina? To je to, ne? To je kar visok odstotek. Kdo ima to keša doma? To je moje vprašanje, Zarja. Veš, o tem te sprašujem. Marja, nam manjka en bančnik iz ene banke, Gorenjske banke ali pa NLB-ja, da bi to povedal, ne? Ja, žal, bančnik ne bo vedel, ker ta človek ni šel do bančnika. Ne bo vedel bančnik. Bančniki, ja. Bančniki imajo zdaj kakšne druge težave. Ok, a gremo kar mogoče naprej. Zdaj, danes je bilo zelo veliko so bili omenjeni donosi, pa kako Slovenci znamo kupovati nepremičnine in tudi znamo verjetno zračunati, kakšne donose nepremičnine ustvarjajo, a ne? Čeprav to sem jaz ugotovila, da to večina ne zna si izračunati, kakšne donose ustvarjajo. Ampak danes imamo kar nekaj alternativ nepremičnini, ki so mogoče bolj z vidika večjih razlogov, bolj primerne, recimo obveznice, zakladne menice, ki nosijo relativno lepe donose in ne rabiš se ukvarjati z najemnikom. To je tisto, kar smo se tudi prej pogovarjali. Ampak Marja, to je ta zoparan del, ne? Zoran je povedal prej, ne? Mene so tudi tako nekako, se mi zdi, generacije vzgajali pač najprej štalca, pol pa kravca, ne? Tako da to nam je položeno v zibel, ko jaz rečem. Ti dejansko in ta nepremičnina je cegu. Ta cegu, ki ga imamo v genomu, ne. Ne, ampak v bistvu ti kupuješ nepremičnino bolj zaradi ohranjene vrednosti kot zaradi donosa. Ne, to moraš imeti v glavi. Ti ne kupuješ. Ne,
pač kupuješ za to ohranjanje vrednosti. In se pravi v Sloveniji zdaj to tako, ne, ker človek to kupi, si zelo redko računa donos. Tako, da bi rekel, oni danes kupijo, kaj je fajn. Ne, kupuješ zato, ker ne znaš kupiti nič drugega. Ker ti je to tisto, kar ti je blizu. Zato, ker to znaš. Ne zaradi donosa, ne zaradi ohranjanja vrednosti. Tako na grobo povedati. Še to mogoče, če smem. Inflacija je bila koliko? 20% v zadnjih 2 letih, 25%? Nepremičnine niso šle to gor, ne mi reči, da ohranja vrednost. Jaz ne rečem, da je slaba naložba, samo pravim, da ni razlog za to, da kupimo. Razlog je to, da ne znamo kupiti, pač, da si ne znamo predstavljati, da bi kupili nekaj drugega. Ker to vsi delajo, ne? Jaz bi tle, če smem sam dodal, da mi imamo kupce, verjetno tudi vi, Zarja, ne, da je donos nepomemben. Mi imamo poučene kupce, zelo, bi rekel, poslovne stranke, ki imajo svoja podjetja, ki zelo dobro razumejo matematiko in ne kupujejo zaradi donosov, ampak predvsem kako denar obvarovati pred inflacijo. Zdaj bom pa se malo navezal na tiste številke. Ta inflacija, o katerem je Ajda govorila, 25%, pa ne vem, če je bila glih v 2 letih 25%, recimo bomo pogledali bolj natančno, ampak recimo, da se zdaj dotaknemo številk. Ta inflacija 11% na leto ne traja zelo dolg in se je zdaj znižala. V Ameriki je zdaj inflacija 3,7%, v Ameriki je 3%, znižana je zdaj v EU na 3,7%, pri nas za zadnjih 23 mesecev 4,9%. Je tako. Lahko bomo, mogoče sem kaj falil, vsem boste lahko reciklirali, verjetno bomo že videli, kje sem falil. In zdaj, če rečemo, ker nisem bančnik, ampak pač spremljam samo pač ta del. Se pravi, mi zdaj vidimo, da se je inflacija umirila. Še pred kratkim je bila pri nas 7 pa še nekaj, ne? Če se spomnite, zdaj je 4,9 v zadnjih 23 mesecih. Torej, to, kar smo prej govorili, ne? Naše stranke vedo, da inflacija ni, pa smo pa imeli tudi inflacijo, stagflacijo smo imeli, ker ni bilo inflacije obdobje, ampak cene nepremičnin, če zdaj mi pogledamo z Ajdo, mogoče statistično, da se vrnemo nazaj, problem je mogoče to res, da nimate novograden, to bi bilo treba zakonsko urediti, da vsi moramo vam poslati, se pravi, poročanje na DURS oziroma na finančno, tudi prodanih novograden, da bi vi lahko računala. To bi se mi zdelo meni čisto normalno, ker mi nimamo realne ocene, ne? Se pravi, mogli bi biti zakonsko, da se poroča tudi statistično, kot je to v Dubaju, vsaka transakcija mora se vedeti, za koliko je šla, ne? In zdaj, če pogledamo to, da držimo se zdaj rabljenih, ker ne moramo novih, ne? Ajda, ne? In potem, če vi pogledate 3 leta nazaj cene, pa recimo 2020, pa pogledajte 2020, koliko je bila inflacija, nič. 2021, koliko je bila inflacija, skoraj nič. Cene so se pa podvojile. Kar sem jaz imel prej za 3, imam zdaj za 6. Ja. In tudi te Slovenci, ki ne znajo kupiti, mi zdaj govorimo ne o investitorjev ta pravih, se pravi, ti zagotovo ne kupuješ stanovanja za investicijo, da boš obračal, da boš kar flipal, tako kot smo nekje drugje, ki že davčno končali smo s flipanjem. Dejansko take kupi danes in ima 10 let, se pravi, ti moraš gledati te donose, pa to na eno daljše obdobje, se pravi, o to vrstnih investitorjih, ki mi zdaj govorimo tukaj. Hotel sem samo Ajdi prikazati, da ta inflacija ne traja večno in če pogledamo, da sigurno imaš point, Ajda, v tem primeru je to tako bilo, ampak če pogledam 2021, 2024, cene z 3 na 6, jaz sem Masarikovo rezidenco prodajal po dobre 3000 evrov, pa še mal, pa zadnja stanovanja še leta 2022, ker še imel neprodana slabimi razgledi, danes so po 6000. Ta ista stanovanja, veste, se pravi nekdo, ki bi rekel donos, ne, veste, se je res plačal, ne. Res se je splačal. Ampak spet govoriš, Zoran, je res, ne, ampak to je na enem mikrosegmentu, statistika ni šla tako gora, ne, mislim, kot cel trg, ne, se ni podvojil, cene se niso podvojile, tako da je treba paziti, ne. Jaz za novogradnje lahko rečem, da so vse. Jaz bom dal svoje primere. Absolutno, prosti, Ajda, da ne boš mislila, da bi jaz oporekal tvojim podatkom za rabljena stanovanja. Absolutno imate boljše podatke kot mi. Ampak, kar se tiče novogradnje, vzamejo moje koseško okno. Jaz sem ga prodajal po dobre 3000 evrov, no zdaj ga poskusiva kupiti za 6. Ni ga.
za 6 se bo prodal takoj. Cene Koseškega okna so podvojene, cene Masarykove rezidence so podvojene v 2 letih. Ja, pa tudi ta mala stanovanja mi prodajamo po 5 jurjev, to stara 5000 evrov, so ta stara stanovanja 30-40 kvadratov. Tako da... Vi greste lahko pogledati oglaševanje cene zdaj na nepremičnine.net, po koliko so ta stanovanja. Ne? Mi dobivamo povpraševanja 100 kvadratnih metrov, prosim, zrihtite me v Koseškem oknu, imamo 600 000 takoj. No, in tukaj se vrnemo nazaj na moje vprašanje, kdo so vaši kupci? A veš, odkje denar za take velike zneske? Pol milijona. Mislim, Zoran, da si ti rekel pred kratkim, da danes, ko smo se pogovarjali, pol milijona pred enim letom ni bilo nič. Danes se pogovarjamo že milijonskih zneskih. Ja. A ni to grozen? Kako bo mlad človek si prvoščil neko majhno stanovance v Ljubljani ali pa malce izven Ljubljane? To sem prej govoril, meni je tega strah. Jaz imam nečaka, ki je star 14 let in kako si bo on kupil stanovanje. Ene študente, ki pridejo, jaz se popolnoma strinjam, sem to mi tle ne moramo rešiti. Ne moramo. Na tem nivoju in jaz samo povem, to je, jaz bi tako povedal, zelo enostaven recept za vlado. Zelo enostavno, ker vlada je naravnana socialno. Jaz se tudi strinjam. Jaz nisem za čisti kapitalizem, res ne. In tudi te številke, ki se pogovarjamo za biznis. V redu. Ampak država bi mogla zelo enostavno, kot Hrvaška, narediti. Dragi moje ranljive skupine, ko izkažete svojo ranljivost v teh segmentih z dohodki, z otroci in to, imate subvencionirane stvari. Mi subvencioniramo najemnino. Tako je v Zagrebu, a veste. Se pravi, če je najemnina 1000 evrov, bo država dala 400 zraven in mi takoj uredimo ranljive skupine, a veste. Ne pa, da pustimo te ljudi na cesti, da se sami znajdejo. In to je ta problem, ne. Se pravi, veste, mi bomo zdaj zgradili 20 000 stanovanj, ne. Je zelo težko, vse je dober namen. Vlada ima dobre plane, nič ne rečem. Ampak realnost, kot si ti, Marja, prej rekla, treba jih izgraditi, ne. Se pravi, mi pa lahko takoj damo subvencije, ne. A gremo lahko malo na povprečje, ajde, da prosim kakšen povprečen podatek, ki ne bo tako brutalen. Da mogoče povej, kaj se dogajalo s cenom v zadnjem, mogoče 5-letnem obdobju, kako so rasle cene, kaj se je dogajalo na trgu? Če lahko sama pogledaš cene na so grafe. Definitivno nominalno so definitivno šle gora, ne, cene. Tako da jaz mislim, da tle ni nobenega dvoma, tudi v rabljenih stanovanjih, za novogradnje še enkrat pač nimamo podatkov. Tako da jaz mislim, da so cene, zdaj bi mogla za 5 let nazaj pogledati, ampak recimo, če gledam od prvega kvartala 2020, ne, lahko rečemo za Slovenijo tam 50%, ne. Se pravi, če je bil kvadrat, da si vam zmislila 2, je zdaj 3, čistko. Ampak rabljena stanovanja je treba obnoviti, a ne? In zdaj, če pogledamo, posledice poplav nosijo tudi eno bolečino na tem obrtniškem trgu, vsem nam, ki želimo renovirati stanovanje. Cene so eksplodirale, materiali so se noro podražili, ne dobiš delavca, ne? Kaj za to pomeni? Rabljene stanovanja se prodajajo po 5000, tega pa potem ne moreš niti renovirati, ker ni delovne sile, ki bi ti renovirala. Kaj pa se tukaj dogaja? To je tudi eno težav, zakaj je slaba tudi ponudba kakšnih lepših stanovanj, ker ljudem se ne splača renovirati pa prodajati. V Ameriki je staging, se pravi, se opremljajo stanovanja z opremo, slikami in to. Pri nas se pa, tako kot je Marja rekla, ne moreš dobiti mojstra, da bi ti sploh malo zrihtal stanovanje, pa da bi ga prodal. Že zdaj v Marevan ni šraufa, ga ne dobiš. Kaj šele, da bo ti bo prenovil. Jaz bi se na Ajdo samo še navezal na teh 5 let. Prav na teh 5 let bi se navezal, zdaj smo 23, jaz sem 2017 zmagal na razpisu DUTB-ja za Celovške dvore in za vso prodajo, če se spomnite. To je 5-letno obdobje, o katerem govorimo. In vam povem zdaj eno zelo enostavno zadevo. Mi smo imeli izhodiščna cena, smo naredili dražbo, izhodiščna cena Celovških dvorov je bila 1100 evrov na kvadratni meter 5 let nazaj. Jaz sem dosegel razliko v ceni na želene cene, predvidene 7 milijonov plusa za našo drago državo. 7 milijonov. Nisem dobil nobene značke, ampak sem dobil 7 milijonov več denarja in vam hočem povedati, do kam smo prišli s cenami. Prišli smo s cenami na poprečno ceno
Se pravi, 2017 smo prišli na poprečno ceno prodanega Celovških dvorov z licitacijo na Jurija 600. Jaz sem takoj zatem smo šli v prvi projekt prebujanja trga, je bil 2017-2018, smo šli z Bellevue Tivoli ven. To je bil prvi ta velik projekt po krizi. 200 stanovanj smo mi dali na trg ven v Bellevue Tivoliju. Poveste, po kateri ceni? 2100 plus DDV. Danes ta stanovanja imam danes v glas prodajam po 6000. 2300 z DDV-jem so jih kupovali, zdaj imamo po 6000. Titula je isto. Kaj pa Situla? Tisti, ki so za 120 kupili dvostopno stanovanje, so jih prodajali po 320. To pa ni več dvakratnik, to je pa zdaj Celovški dvori so se prodajali v stresni prodaji. Mi moramo vedeti, da mi, ko gledamo, ko računamo povprečne cene, mi uporabimo ceno, reče se na prostem trgu, mi rečemo temu. To pomeni med dvema informiranima strankama z ustreznim trženjem. Ne pa če se ne motim, Celovški dvori pač so imeli ta oblak, kako je bilo to zgrajeno, kako je bilo končano. V glavnem, ne moramo zdaj to reči, zdaj je bila pa povprečna cena 1600. To ne bo v redu. Ni pošteno do ljudi, ki poslušajo, pa mogoče nimajo teh podatkov. No? Bom sam povedal, ni pošteno do vaših cen statističnih za vsa stanovanja. Vam pa povem, da so te cene, ki so dosegle 1700 evrov kvadratni meter v povprečju v Celovških dvorih, da sem jaz pol leta kasneje prodajal luksuzno stanovanjsko sosesko Bellevue Tivoli za 2100. Se pravi, ne govorimo mi o degradiranem naselju. 2100 evrov pridete lahko k meni, vam pokažem, plus DDV, 2300 je bila cena luksuznega stanovanja, ki je zdaj 6000 evrov. To je trikratnik. En zanimiv podatek je še vam prišel iz Banke Slovenije, in sicer, da so lani Slovenci neto kupili za 200 milijonov evrov nepremičnin v tujini, predvsem na Hrvaškem. Slišim, da bežijo tudi v Trst, ker so stanovanja bistveno cenejša. Kaj bomo odgnali Slovence iz države, ki si ne bojo mogli privoščiti stanovanje tukaj v Sloveniji? Tle bi sam dodal, mi smo prodali cel naselje Sunnyside, smo mi prodali cel naselje Sunnyside v Zadru, 100 stanovanj, smo prodali zdaj 100 stanovanj v Umagu, naša firma, ne? Ampak bi rekel, da to so pa počitniška stanovanja drugi dom. To pa ni, primarni trg, to ni primarni nakup, to je pa počitniško drugo domovanje. Tako da to v bistvu bi rekel, da ni čisto primerjati. Ja, pa te, ki so v Trstu kupovali mogoče, ki so nekoč v stanovanja, ne vem, po 700-800 evrov na kvadrat, ampak zdaj so spet trive, pa več. Tako da se tudi v Trstu to blazno dvigne. Trst je šel gor, eksplodiral je, treba je pa tudi to obdavčitev v tujini malo preverta, se pravi, to so stroški in tako. To se je v Gorici pokazali, predvsem v Gorici se je to pokazali, ker so Novogoričani kupovali v stari Gorici, ki je bilo res cenej, pa bilo je na voljo, ker v Gorici ni bilo toliko stanovanj, zdaj pa se neki še projekti pa to. Ampak jih je tudi kar nekaj, jaz poznam, so nazaj prišli, ker pa so imeli, ne vem kaj, primarno, sekundarno, ne vem, ki imaš sedež, pa si mogo tudi vse skalkulirati, ne tako. Pazarja, v Gorici so stara stanovanja, v Trstu so stara stanovanja, ni Novograden. Ja. Ne, pravim za Novo Gorico, ki še ni bilo teh na Novograden. V Gorico kupovati, ker so sploh bila stanovanja, na voljo recimo, ker Gorica je način, benga ni več. Po 1500 v stari Gorici, pri nas pa po 3. Ajde, nekaj si hotela povedati, kar izvoli. Jaz pač teh številk ne poznam, mi Italije ne obdelujemo, mi malenkost obdelujemo Hrvaško, ampak ne dovolj, da bi si tako, kot zdaj upala oporekati nekomu, ki je prodajal 100 stanovanj na Hrvaškem, sploh ne s kakšnimi povprečnimi cenami. Dejstvo pa je, da na Hrvaškem mislim, da 37% nepremičnin pokupijo tujci. In če se ne motim, smo Slovenci močno drugi, tik za Nemci. Tako da Hrvaška nam je v krvi, tako kot nam je v peka. Bravo, naša dva projekta, 90% slovenski kupci. Ampak zanimivo, se pravi, Slovenci z denarjem kupujejo stanovanja v Sloveniji in kupujejo stanovanja v tujini, tako da lej. Ampak dajmo sam pogledati, situacija je res neznosna za nekoga, oziroma marsikdo, ki bo poslušal tole, bo rekel, moj bog, ne. Imamo vse dražje stanovanja, imamo vse dražje zadolževanje, kam to pelje? A gremo kar po vrst, a Šti Pazar je povedala, kam to pelje, kam pelje ta vlak?
nepremičninski. Jaz sem se pogovarjala z eno bančnico, ker tudi zdaj vsi smo jih nekako začeli napadati s temi obrestnimi merami, je rekla, kolikor grejo obresti gor, nekje se ustavijo in potem grejo spet počasi dol. Tako da sam take your time, lepo počasi. Se pravi, nič ne hiter, vedno je treba gledati to. Se pravi, to je vse ena velika količina denarja, ki jo ti daš, en velik del tvojega dohodka, ki ga daš, lepo počasi, premisel, pa tudi, če boš zdaj vzel po malo višji obrestni meri, boš potem pa pač si ne vedel, ali refinanciranje ali kakorkoli. Tako, se pravi, mogoče se več pogovarjati, malo več enih, ne zdaj sam tisk, ki je prijatelj kupil, pa še jaz na hiter, pa pri isti banki, se pravi, jeti po temu in si res na dolgi rok zračunati in preveriti, kakšne so moje možnosti ob spremembah, se pravi, raznega financiranja pa tega. Tako da, zdaj, seveda, kot sem rekla že na začetku, ko so se obrestne mere začele dvigovati, tisti, ki so kupovali kredit, so seveda najprej malo mogli ugrizniti v to kislo jabolko, pa so pa videli, da ne bo šlo dol, so pa spet začeli kupovati. Večji problem bo, to je bil tudi problem takrat, ko je tista kriza, ali bojo imeli dovolj za tisto lastno udeležbo. Se pravi, ker zdaj v tem času poceni denarja, so spet po 100% dobili financiranje, če ne s hipotekarnim kreditom, pa z raznimi potrošniškimi. Ko je bila pa največja kriza, si pa ti mogel imeti 40% maksimalno lastne udeležbe, kar je pa za nekoga velik denarja. Da je v bistvu svojo, če govorimo o poprečnih plačah, ne o teh poslovnežih, ki kupujejo, ker smo prej govorili, da se zdaj pač osredotočimo na to, bolj na te pač poprečne ljudi, s poprečnimi plačami, je pa zelo velik denarja imeti to gotovine. Se pravi, svojih lastnih sredstev, ne gotovine, svojih lastnih sredstev na voljo. Mogoče recesija trka na nemška vrata, verjetno tudi na naša, na leta 2024 nekako se pričakuje, da bomo vstopili v to recesijsko obdobje. A misliš, da to pa ne bo nič vplivalo na trg nepremičnin? Verjetno bo šlo vse malo bolj počasi. Te, ker nimajo, se pravi, to zdaj tiskaj smo mi, da zdaj z Dorovnom očitno naredila eno tako famo okoli tega, ko se zdaj to hitro proda. So ljudje, ki imajo sredstva. To so poslovneži, ki delajo. To ni zdaj nekdo, ki, ne vem, šmugla ali pa karkoli, da namo zdaj to tako predstavili. Se pravi, to so ljudje, ki delajo in so pač zdaj res zelo veliko in dobro zaslužili. Je tudi moment kripto, zdaj kripto gor, kripto dol, kakorkoli. To je treba spraviti v realni sektor. In tudi te dajo ta denar. Tega momenta v prejšnji krizi ni bilo. Se pravi, ne glede na to, kje smo mi zdaj v tem kripto svetu, še vedno kripto je. In kupujejo tudi te ljudje nepremičnine. Se pravi, in to je tisto, ki pač bolj ohranja cene na ravni, kot bi si mi želeli. Vsekakor pa bojo te cene potem padle, jaz mislim, da je padle ne bojo, ustavile so se pa itak že, zato smo pa že ugotovili, da ne grejo zdaj več ko strmo navzgor. Torej, Zoran, vse skupaj. Mogoče bi še Ajdi dal prej. Ja, res, besedo, ker tudi statistična napoved tudi mene zelo zanima. No, daj povej, kaj ti kažejo statistike, kje bomo leta 2024, kaj kažejo? Mene to zmer sprašujejo, a lahko jaz najprej povem, da če bi jaz to vedela, mi se danes ne bi tle pogovarjali, ker bi jaz imela milijone in bi ležala na Bahamih. To je najprej, kar naj povem. Druga stvar pa je, da gledala sem na Hrvaške centralne banke eno predavanje, sem poslušala, kjer so pokazali, kako je cena stanovanjske nepremičnine neposredno korelirana z BDP-jem. In zdaj pač vemo, kakšne so napovedi, mislim, da so napovedi zelo nizke rasti, pa še to vprašanje, če bo skozi popravljajo. In ukolikor bo prišlo do resne recesije, jaz se ne morem strinjati z Zarjo, da pač ne bo popravkov. Jaz mislim, da bojo. In če poslušamo Zorana, ki gradi objekte in jih daje na trg, novogradnje, 5 do 6 tisoč evrov na kvadrat. Zakaj za Boga mislimo, da 4 tisoč evrov za 70 let staro stanovanje v redu cena? Glede na to, da je 2000 prodaj v Ljubljani, imamo pa, mislim, da ta trenutek v izgradnji v Ljubljani 3000 novogradenj. Seveda ne bodo vse v enem letu, bodo čez daljše obdobje, ampak spet pa ne bojo čez 5 let. Tako da to bi jaz rekla, da si treba naliti čistega vina, da ne bojo, pač pa se mora vsak sam odločiti. Je pa izračun, če ti kupuješ prvo nepremičnino ali investicijsko nepremičnino, bistveno drugačen. Ja, tako da to se mora vsak sam odločiti. No, mislim, dejavniki iz gospodarstva, iz statistike, kako je Zoran rekel, so pa takšni.
korelacija med ceno nepremičnine stanovanjske in BDP-jem je neizpodbitna. Videli smo, kaj se je zgodilo, ko so šle obrestne mere gor, ko se je to okno priložnosti, življenjske priložnosti s fiksnimi obrestnimi merami po 1,8 zaprlo, ne? To je tudi ustavilo takrat promet in te dejavniki so tukaj. Če bi pa jaz vedela, kam bo šel BDP in kam bo šle cene, pa kot sem rekla, bi bila kje drugje. Tako da, to je statistika. Jaz bi pa mogoče zdaj nekaj tudi zelo mogoče drugačnega povedal. Ne? Jaz bi se sam dotaknil COVID-a. Zdaj pa rečemo napovedi COVID, ki so bile, lahko jih recikliramo in so zelo zanimive, če gremo pogledat finance, delo, kaj so gospodarstveniki napovedali ob začetku COVID-a, med COVID-om in kaj se je potem zgodilo. Če jaz zdaj skrajšam, vsi so napovedovali katastrofo in se pravi, ampak res, če boste vzeli največje slovenske menedžerje, lastnike podjetij, boste videli, da so napovedovali konec sveta. Ljudje so padali v depresijo, se pravi, srednji sloj nas bojo pobili, teorije zarote, konc je, vse smo fertik, ne bo več noben delu, vse konc. Tako je bilo. In to lahko berete. Zdaj pa, zgodil se ni pa čist nič, ampak cene so se pa podvojile, čeprav me bo Ajda zdaj kregala, ne? Ampak pustimo zdaj v katerem obdobju. Zdaj pa po drugi strani, bom pa jaz nekaj drugega bom povedal. Jaz pa takrat nisem bil tako pesimističen, kar se da tudi pogledati v reciklaži, bom pa zdaj nekaj povedal zelo zanimivega. Mi poglejmo to, kar je Zarja prej govorila, da je naš trg izredno specifičen in mi nimamo nobene ponudbe. Zdaj bom pa to povedal na drug način, ker sem jaz večni optimist. Vam bom pa zdaj eno drugo stvar povedal. En scenarij, ki bi si ga vsi želeli, ampak ne vem, če se bo zgodil. Ampak jaz se pa upam danes trditi le, da je zelo možnost tega scenarija, ki ga bom pa zdaj napovedal, 50% ali pa celo več. Se pravi, znižala se je inflacija v Ameriki, znižala se je inflacija v Evropi, cena zlata je šla ful gor, ne? Kaj se nam zdaj dogaja? Jaz vam povem, da se zna zgoditi, da bo leta 2024 maja tudi konc vojne v Ukrajini. Maja, tudi natančno. Tudi drzno napovedujem, še to bom zraven dal, da bo bolj zanimivo, ne? Da so to vsi indeksi taki, ki sem jih napovedal, znižanje, se pravi inflacije, skokovita rast cen, znižane cene energentov, tudi že pri nas niso več elektrika, pa nafta, pa ne vem po kakšnih cenah, v Ameriki, da sploh ne govorim, ne? In vam bom eno stvar povedal, tudi ta vojna, ki se tako zdaj vsi bojimo, ki prinaša negotovost na trg, če zdaj beremo novice, vidimo, da ameriški kongres niti več ne ve, če bom financiral to vojno. Če pogledamo države, Slovaško, Madžarsko in to, ljudje so rekli, mogoče bi mi to malo ustavili, da se fantje zmenijo med sabo. In to se čez noč lahko zgodi. Afganistan, Američani so šli v Afganistana čez noč, lahko se to zgodi zdajle v... Kaj se bo potem zgodilo? Potem se bo pa zgodilo to, kar vam bom pa zdaj povedal. Se pravi, energenti iz Rusije več ne bodo tako dragi, ker bojo šli leteli nazaj na vzhod cement ali z Brazilijo ali z Saudsko ali to, in se bo zgodila ena stvar. Se pravi, industrializacija se ne bo več upočasnjevala, se lahko tudi obrne. Tako da jaz bi tle bil zelo previden, kar se tiče teh negativnih napovedi, ki se kažejo. Jaz mislim tako, po domač, najhujše stvari so se zgodile v Evropi. Najhujše stvari so se zgodile. In zdaj neke hude stvari pri nas, z to obrestno mero pa se ne bojo nič zgodile. Če se je vojna ustavila, boste videli, stvari se bojo spremenile tudi v plus. Se pravi, vojna se bo zaključila, inflacija se bo čisto umirila, obrestne mere bodo upadle. Avtomatsko, posledično. Seveda, in cena nepremičnin bo pa kam šla? Še naprej gor? Bi pa to odgovoril, da ne. Jaz mislim, da smo to je pa dobra novica. Da ne boste kar krešnali dol. Jaz bi pa eno stvar povedal. Jaz sem pa še vedno prepričan, da se bojo cene pri nas umirile, ker smo mi dosegli vrh. In mi smo dosegli vrh to, kar je Ajda povedala, na BDP, razmerja med plačo, pa med dohodki, pa med, se pravi, vsemi številkami, ki jih ona ve bolj kot jaz. Jaz mislim, da smo mi že na najvišjih nivojih, ne glede na ta optimizem, ki sem ga povedal, ki je možen, zelo realen, pa cene ne bojo šle gor. To pa tudi lahko povem. Šle bojo cene gor čez 5 let, ko se bo in
se pravi cikl obrnil, tudi inflacijski cikl, naravni inflacijski cikl 2-3%, bojo mogoče šle gor. Jaz mislim, da cene zdaj v naših glavah so ostale pri nas tukaj na maksimum 5 jurjev. To vam kar povem. Cene 5-6 tisoč, to so zdaj pri nas maksimumi. Pustimo te specifike Schellenburga in to, ki je tudi produkt drugačen. Ampak jaz mislim, da realna cena pri nas bi mogla biti cena 4.000 evrov plus DDV, to bojo neke realne cene proizvodna, se pravi, vse vemo, koliko stane izdelava enega stanovanja, zemljišča in to. Jaz mislim, da bi mi mogli najti produkt in ostati na cenah 4.000 plus DDV, neka premium osnovna stanovanja, premium plus je pa nek luksus, pa maksimalno 5 do 6 in tako bo tudi ostalo. To govorimo o samo za novogradnjah? Ljubljano, ne? Ajde, kar povej. O novogradnjah. Novogradnjah. Za Ljubljano novogradnje govorim. 4.000, recimo imamo primer našega partnerskega podjetja, ki gradi v Tacnu, so stanovanja po 4.000, 4.000 dobrih plus DDV, se pravi, oni so vse prodali. Ampak, če pa se dotaknem prej, kot je Marja rekla, okolice, mesta, Gorice, Kranji in ostalo, kar je sosednjih mest, Postojne in to, bo pa ostalo na 3,5 po kvadratnem metru novogradnje. No, evo, pa smo dobili zelo natančne napovedi za leto 2024. Se drugo leto dobimo, pa pogledamo. Želim si, da bi me nekdo tudi recikliral, ne bom imel čisto nič proti, če sem vse falil, ampak kazalci so zelo resni. To, kar sem povedal, veste, zdaj beremo, včeraj je bila novica, da se kongres ne ve, a bo financiral vojno. Danes vemo, da je inflacija padla. Vemo, da nimamo ponudbe tukaj. Vemo, da so se najhujše stvari v Evropi že zgodile. Se pravi, seveda je lahko še hujše, ampak lahko se pa tudi obrne tudi na boljše, glede na to, da je že to vse bilo. Mislim, da bo vse bolje, kot da če ostanejo. Če naprej še cene rastejo nepremičnin, oziroma tudi na teh nivojih se mi zdi, da so že kar precej visoke. Pri nas ne bojo več cene rasle. Ampak dobro, Ajda je rekla 3.900 trenutno v Ljubljani za rabljena stanovanja, tako da in tudi napovedala je potencialno korekcijo v primeru, da pride recesija. Če pride recesija, znajo se rabljena stanovanja še znižati. Pa tudi novogradnje. Novogradnje, absolutno. Te, ki so zdaj predrage, absolutno da. Mislim, da smo imeli zelo, zelo zanimivo debato. Zarja tam z ene žurke se je oglasila, tako da najlepša hvala. Res hvala za super debato. No, dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste nas poslušali in gledali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.